Živijo, en lep kolesarski pozdrav. Danes vas vabim na maraton Junaki Vinogradov. Trenutno sem še v avtu, s kolegom greva v Dobrovo, Goriška Brda. Tam bova štartala in naredila približno 50 km. Na koncu se bova ustavila pa še v kleti po steklenico Briške Rebule. Sicer pa je danes 8. junij, približno 27 stopinj Celzija, tako na pol oblačno vreme. Bilo je tudi nekaj kapelj dežja, ampak mislim, da tekom popoldneva ne bo hujših neviht. Evo, zdaj smo pa že v Dobrovem, tle zraven je vinska klet. Midva ma štartala pa v to smer, tle gor. Približno 50 km in se vrnemo tle na izhodišče. Evo, to je pa že pripravljeno za dirko po Sloveniji. Evo, zdaj sem se kar takoj zagnala v vzpon, smer Višnjevik, krasno vrhovlje. Jaz bom pa po poti povedal par stvari o maratonu Češenj oziroma o današnjem maratonu Junaki Vinogradov. Drugače pa saj vemo, ta maraton je dobra reklama za Goriška Brda, ki so ena lepših kolesarskih destinacij v Sloveniji. Ker so prepoznali tudi organizatorji dirke Giro d'Italia in dirke po Sloveniji. Zdaj, večina vas verjetno pozna tisti klasični maraton Češenj, ki je šel iz Ljubljane v Goriška Brda. Imeli so celo organiziran prevoz koles s kamionom, tako da so lahko tudi domačini štartali v Ljubljani brez problemov z logistiko. Dolžina je bila približno 110 km iz Ljubljane čez Vrhniški klanc, Logatec, Črni vrh, Ajdovščina, Nova Gorica in potem vzpon v Goriška Brda. Jaz sem tisti maraton odpeljal enkrat, sicer ne v celoti, ampak nas je sin od kolega peljal z avtom na Col. S kolegom sva pa potem šla iz Cola najprej v Ljubljano, potem pa z maratonom nazaj do Nove Gorice, kjer sem jaz prekinil maraton zaradi piknika. Kolega je šel z maratonom do vinske kleti Dobrovo in se spomnim, da mu je naneslo 161 km. Ja, in tako je letos že 25. obletnica, praktično jubilej. Vendar maratona v klasični obliki zaradi covida ni bilo možno speljati. Zato so se v kleti Brda odločili, da lahko vsak kolesar v lastni režiji odpelje vsaj 25 km. Pot si lahko posname s katerokoli aplikacijo za sledenje, naredi na poti kakšen selfie, vse skupaj lahko objaviš na Facebook ali pa na Instagram s ključnikom Lojtra Maraton Junaki. Ta tvoja vsaj 25 km trasa se mora končati pri kleti Brda, kjer se potem ustaviš na recepciji po spominsko medaljo in pa steklenico Briške Rebule. Na spletni strani tega maratona Junaki Vinogradov piše, da spominsko medaljo dobi samo prvih 200 udeležencev. Jaz sem malo preveril Facebook in Instagram, kaj se kaj dogaja pod lojtrco Maraton Junaki, ampak moram reči, da nisem našel 200 različnih fotk. Mogoče jih je bilo prej 20, tako da imam upanje, da bo kakšna medalja ostala še zame. Drugače pa tudi ok, ne bo se utrnila nobena solza zaradi tega. Midva s kolegom sva se odločila, da je 25 km absolutno premalo, tako da sva narisala en 50 km krog po Goriških Brdih, malo v Sloveniji, malo v Italiji, tako da bova imela za dobri 2 ure vožnje in eno tako lepo doživetje. Na svojem krogu sva zapeljala celo po enem koščku poti, kjer je šel Giro d'Italia, in tudi po enem koščku poti, kjer bo šla čez par dni dirka po Sloveniji.
In dejansko je treba poudariti, kako dobra kolesarska destinacija so Goriška Brda. Če imate le možnost, pridite in naredite par krogov. Na voljo so tudi električna kolesa, če kdo želi najeti. In si praktično ogledaš Goriška Brda brez prelite kapljice znoja. Ogromno je vinogradov, sadonakov, oljčnikov, cerkva, gradov. Še posebej izstopa srednjeveška ohranjena vasica Šmartno. Praktično, da niti ne naštevam vsega. Pridite, poglejte si, dobrodošli. Če bo kdo z mano vzpostavil kontakt in če bom le imel čas, pa lahko naredimo kakšen krog tudi skupaj. Goriška Brda so super tudi zaradi tega, ker so prepletena s cestami levo, desno. Ogromno je nekih poti, večinoma asfaltiranih, z zmernimi klanci in malo prometa. Najbolj prometna je edino glavna cesta, ki gre iz Nove Gorice v Dobrovo. Vse stranske, ki se tako ali drugače navezujejo na posamezne vasi, so pa praktično prazne. To je pa Gradič, če slučajno kdo ne ve. Ena manjša posebnost, ki jo mogoče velja omeniti, je sam vstop v Goriška Brda. Namreč iz Nove Gorice, če ne smemo iti v Italijo, je možnost iti v Goriška Brda samo čez Sabotinski klanec ali pa po kolesarski stezi do Plav in potem vzpon gor na Vrhovlje. Ker sta oba vzpona malo bolj strma, to marsikoga odbija, da bi kolesaril v Brda. Če pa meja z Italijo ni problem, pridemo pa do Dobrovga skoraj po ravnem. Zdaj še 8-7 km je konc. Nastrav je 43,2. 43,01. No in tako smo po dobrih 2 urah prišla okrog in okrog. 50 km, dobrih 700 višinskih metrov. Lep, čudovit izlet. Vreme je zdržalo, tako da nas ni dotaknila niti ena kaplja. Čudovito izkoriščeno popoldne. Hvala, smo dobili tudi medalje. Tako da damo vrečkico. Prosim, ja. Evo, Briška Rebula. Najlepša hvala. Daš malenkost. Hvala. Evo in tako še zaključek izpred vinske kleti Brda. Dobili smo medaljo in steklenico Briške Rebule. Lepa gesta, 25. jubilejni maraton je za nami, drugo leto pa spet upamo, da bo v klasični 110 km obliki, tako kot smo navajeni. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.